Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas se je 11 učencev odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je bil Jezus naročil. Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovoril: dana je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in poučujte vse narode. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. In učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. To je Kristusov Evangelij. Včeraj je bila, oziroma prečerajšnja, danes je to, je bila nedelja Svete Trojice. Jo kdo razume Sveto Trojico? Ja? Jo razumemo? Ne vem, jaz se tako razsvetljen tisto v temi, da pojma nimam, ki ima ta nekaj stvari. Sem kot zaslišen, tako da to vas malo skrbniti, ne bomo čuti. Človeško ne razumete? Po Božji prijav. Dobri ste. Ja, težko je reči. Pa pogledamo malo te okoliščine, tega Evangelija, tega odlomka, to je konc Matejega Evangelija. Dostikrat rečemo, da je oporoka Jezusova ta velikoduhovniška molitev, za kar jo je molil in v njej zelo bogato vse povedo bi rekli, tik pred smrtjo. No to pa še dodatna oporoka bi rekli, razlaga oporoke, ta je pa tik pred v nebohodu. Tik preden je Jezus končal bivanje na zemlji v tistem stilu evangelska. Vemo, da Jezus biva še naprej. Vemo, da Jezus biva v naših srcih, v naših molitvah, na oltarjih, v oltarjih, v delovanju, po raznih mistikih, to še zmeraj, on ne neha. Zadnja beseda je bila: glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Ampak kako fajn je Jezus povedal. Najprej Jezus povabi učence na goro. Kamor jim je Jezus naročil? Tam pa bojo srečni. Se pravi, to bom nakratko ta stavka povedal, bom potem nekaj drugega reči. Se pravi, da kar tako Jezusa se ni za srečati, veste? Danes poslušaš mlade, ki govorijo: celo noč sem žurel to, da nas ni več pomislil, do jutranjih ur, ki bodo imeš, ne? Danes že do povdanskih ur, ne? Potem sem šel malo spat, začel sem bil pa prvaš in sem meditiral. Prav sem lahko bil zbran, ne vem, verjetno alkohol in to je zdaj mesto vplivalo, ne vem, če danes drugače, ampak nikjerkoli za srečati Jezusa. Vemo to, da ni. Jezus je povsod. Ampak je le določen pogoj v naši duši. Recimo rečemo tako, ne toliko materialno, ampak v grehu Jezusa ne srečaš. Poleg opuščanju, ja. Ko se trudiš iti ven z greha, ne pa kadar vrinaš v greh. Ne? Na goro, kamor jih je sam poklical. Potem zagledali so ga. Tu je že na prva oporoka, da ga ni kar tako kjerkoli srečati. Druga točka te oporoke.
Piše, zagledali so ga. Se mu do tam priklonili, nekateri so dvomili. Zdaj bi bilo lepo, da bi rekel, ne, eni častimo, ne, eni pa dvomijo. Ma ni tako. Nismo nikoli rešili. Ta drama se stalno odvija v vsakem človeku. Se strinjate? Ali vi se mu stalno priklanjate v dušu? Vem, ko govorim z ljudmi, ja, največji božji poseg v življenju pride, čez par dni že dvomiš. A je to bilo ali ni bilo? Podaro govorim z ljudmi, vem, kako je to pri meni. Mrzkdaj se je rekel, če bo to tako radilo, do konca življenja ne mora več dvomiti. Ma kje pa? To se bo stalno. Ma to je dobro. Veste, to je dobro. Samo moramo zmagovati v teh dvomih. Jih moramo premagovati ne kjerkoli, ampak tam, na gori, pri Jezusu. Angeli ne dvomijo. Zato so manj kot mi. Čeprav ne zgleda, ne? Hudič ne dvomi. On se samo proti postavi, tisto je tudi. Razumemo zdaj približno zakaj. Dvom pa mora biti. To je pa naša človeška odlika. Dvom in premagamo dvom. In verujemo proti veri. Upamo proti upanju. To je pravo naprej, da ne prevešel. Potem Jezus spet spregovori. 3. točka. Ni več nobenega dvoma. Dana mi je vsa oblast. V nebesih in dodaše in na zemlji. Ne vem, kako se je govorilo, dualizem svoje čase je, da nebesa so Božja, zemlja je hudičeva. Ne, povsod je Jezusova oblast. Lahko ga mi tu ne poslušamo, lahko poslušamo nekoga drugega, samo je Jezusova oblast. In zato rečem, pojdite torej in poučujte vse narodi. 4. točka. Ti so spraševanje stalno, ne? A je treba oznaniti evangelij? A je treba narodom, ljudstvo, ki so tako lepo živeli, mi jim pa oznanimo zdaj ta evangelij, ne? In vsilil bomo noter tak klerikalizem, ne? Ma tam ni bil tako, ni tako lepo. In tak klerikalizem tudi ni tako slab. Ja, če ne veš nekaj filme, ki so proti naredni. A če pa dobro pozna se proti, pa ni tako slabo, ne da ne? Kar poznate župnike, ni slabo, je? Kar gledate televizijo, je pa slabo, ne? Ena mi je rekel, ja, bo tisto, kot dela Vatikan, zato je, da Gospod ne mora več biti maš. Ena zelo fajn mladinka pa svoje čase. Govorim o mojih farah. Se je rekel, to je, a ti si to doživela, kar zdaj govoriš? Ja, ne. A vsi tvoji prijatelji, kar jih je, a so to doživeli s svojimi župniki? Ja, da ne, pa dol v Rimu. Pa dol v Rimu. In če bi šel v Rim, kaj bi bilo? Dol bi videl kup kardinalov, ki se zelo trudijo. In če se ti namesto njih truda, aj verjemi, da ne bi uspela v to, da bi bilo še slabše. Nikaj to. Ne? Poučujte vse narode. Učite jih, izpolnjevate vse, kar sem vas zapovedal. To je se kot prejšnja točka, 4a, 9. In jaz sem z vami vse dni do konca sveta, 5. točka. Jezusove oporoke. To bi malo zmerno kratkega dvoma. Da pride v naše srce. En stavek sem pa spustil. Veste kaj? Da vidim, kaj vidim, da ste zelo odnašali. Kako? Ne, tiste bo že dosti prej. Tiste bo Janez evangelij, ta Matej. Kako? No, ta stavek sem spustil pravo. Bravo. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Prvič tle je bil me tak zelo na tak način, no, tako celovito, kratko, drnato izrečeno Oče, Sin in Sveti Duh. Veste to? Prej ni bilo. Ko so apostoli prišli moliti noter, tam, kjer so se srečevali, kjer so pričakovali vinkošti, ali pa ko so se rečeli Jezus, sem jaz prvi rekel ven Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, potem da so začeli. Takrat še ni bilo. Tle je prvič
Na tak način. Bilo je že prej, seveda, po drobcih, ampak na tak jasen način pa tukaj. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Zdaj se pa začne. Začne se nekaj, kar se nikoli ne konča. Začne se to, da moramo nehati preveč razmišljati, ampak delati. Začne se to, da se moramo nehati intelektualno poglabljati. Veste, mi od živali smo različni v določenih smeri. V določenih smereh so živali tudi dosti pred nami, veste to? Hlasko pa dobi sama od. A veste odhod? Jaz bil v veleplahovnici, videl sam tisto kapo, moram da dobim več ven, kadar je ravno. Da bi bil po lasko. In še bi vsako žival po sebi naštelil, kako so bolj inteligentne kot mi za razne področje. Tako da nehati s tem in začeti moliti. Malo pozabimo na to. Edino na ten način lahko pokali kapljice. To razumem. Oče, Sin, Sveti Duh. Se spomnim, na Sveti Gori je bil škof Emanuelo Milingo, ste še šli za njega. En škof, ki je bil zelo v redu, ki pa ni več v redu. Mislim, Bog naj sodi. Mi gledamo malo zdaj po naše, ne? Zdaj se poročil, veste, z eno Korejko, ki sta, da mu niti všečni. Ne? Črnec Korejka. Ne, jaz sem celibater, pa če bi se že poročil, bi bila belka. Ne vem, tako smo zmijali. Nisem še pomislil drugače. Dosti, kot sem pomislil, ma ne drugače. In malo zašalno za res, malo to za res. Ampak ta Emanuelo Milingo je bil na Sveti Gori, takrat je bil še zelo v redu. In takrat so podpirali tudi take ljudi, ki so obsedeli Goro, to bilo kričanje po cerkvi, kar je bila za mene ena zelo fajna izkušnja, da sem se polebal en mesec približno, nisem hodil zvečer na WC, če tiščavo sem se reč v držal, ne? Pole pa pride do tega, da se teh reči ne bojiš več, ne bom se hvalil, da je to moja stvar, Božji dar pride prav počas. Ker če se hvalil, da se nače danes začet bal, slučajno, ne? Pole pride počas do tega, ja, da veš, kaj je to Bog, kaj je to hudič in te reči. No, Emanuelo Milingo je hor imel tudi predavanje in ena je spraševala, da bi razložil, koliko je Oče, koliko Sin, koliko Sveti Duh v Bogu, to je več procentov. Ma je na dan način spraševala in mu dajala hkrati odgovor, da mene se pa zdi, nisem razumel, kako italijansko, ko so mi zdrav meni prevajalo uho, kaj ona sprašuje, ma ni nehala spraševati. Ma zmeraj, ko je postavila vprašanje, že odgovor bo dala, ne? In čakala, da se bo čudo, ja, tako je tako, ne? Ampak, poleg je končno nehala spraševati, ki je izgubila besede, je rekel Milingo, joj, prospah, vi mislite, da se ne tako pametno, da lahko to razložim, pa ne moram. Niti besede vam ne razložim, ker ne moram. To je skrivnost. Molimo, to je skrivnost. Sveta Trojica. Poznamo Avguština, ne nekaj razlago, poznamo od Ignacija Lojolskega, ki je razodete Sveta Trojice. Ni mogel opisati, samo Joku je 12-16 dni, ne vem, pa se vse, dosti, ne? Dosti več vsi, ki so doživeli največja sreča. Če rečemo, da je največja sreča biti svetovni prvak v atletiki, recimo, ne? Koliko časa je očijo tisti, ki dobijo medalje? Niti celo filmo, ne? Ne? Če rečemo, da je največja sreča, za žensko bomo rekli, da roditi otroka, a ja bi, bom jaz ni verjetno, ne, potem, če sem cajt, ne vem. Joče da takrat od veselja, v prvih 5 ja, potem manj, ne. Moj svak je šel v sobe, ki se je rojel do 3. ko bojo še prilive, nas je malo, ne, tako rekel zdravnikem, ne. Dobro. Ignacija Lojolski pa je, ne vem, 12-16 dni pijal kavo. Od ganjenosti, od
sreče, ker to ni tako lepo. Tomaž Akvinski ni mogel od takrat naprej napisati nič več. Vse, kar pišem, je prazna slama. Tako je. Kot da veste, kaj mi študiramo, ko študiramo Tomaževo od Akvinskega Summo Theologico in Summo Philosophico, prazna slama v njegovih očih. Ma nekaj mora biti eno sveto, da moramo obrati, tako da ni vse tako. Ne da je prazna slama, ampak izmed vseh slam je še najmanj prazna, tako rečemo. So druge dosti bolj prazne. In če se študiramo najmanj prazno, je to še zmerno dosti boljše. Je tako. Če že moramo. Ne? Zdaj bi pa probal razložiti na drugačen način. Ne bom razložil, koliko je Svete Trojice, ker reči, da nimam pojma, pa zdaj probam, da povem, da se to ne da razložiti. Ampak to delovanje Svete Trojice. Delovanje. Da bi bolj probal razložiti in probal prvo razložiti kontra delovanja Svete Trojice. Bomo šli na eno povansko primero, a je bila resnična, ali je to samo mit, bajka, ne vem. Ste slišali že za Narcisa? Obstaja nerožce, poslovožce. Narcis je tudi sveti Narcis, je tudi svetnik, tako da to je bilo ime. Ma ne mi za tebe, ne za tvojega Narcisa. Adonis se tudi klical. A tudi kliče veraš, ne veste? Narcis je bil v grški mitologiji zelo lep moški ali fant na redu. Zelo lep. Ali se je samemu sebi zdel lep, to tudi ne vem. Veste, ko je ena žena rekla župniku. Pa spodaj ne vem. To bi slovo povem, ne. Spod dosti krat se gledamo gledano in se občudujem, kako sem lepa. A je to greh? Je rekel župnik, ne, ni greh. A ni greh? Ne, ni greh. Je pa zmota. Lepota je relativna, ne? Lepota je predvsem svetopisensko, veste kaj? Kako? Minljiva. Prav ženske, ki nam govori, že takrat so se dajali. Ženska lepota je minljiva, ženska ljubkost je varljiva. Tako piše v Svetem pismu. Ma verjetno je tudi za moške, samo moške ne gledaš je lep in ne gledaš je ljubek, ne? Verjetno so druge reči, ne? Minljivo in varljivo. Božja lepota pa ni minljiva. No, ta Narcis je bil tako všeč si sebi, da je stalno gledal, kako bi se občudoval. Stalno je iskal tako ogledala, ma takrat ne bi tako fajno ogledala, kot da nas ne vidi skoraj točno, ne? Pa še današnja ogledala pride, da je tako malo tako ste opazili. Jaz dosti ga gledam, kako tam nas tako čudno. A ja, moram malo poklekati, pa je boš, ne? A pa malo do prsta stopiti. On te takrat se mislil, ogledala, kot da nas je leh. Tam noter se vidi, kar zgled, ne? Malo počereč, če ljubiš po zgledu, tisto tako, ne? Iskal je tudi vodne studence, take leta mirne vode in ta se je pa res občudoval. In govoril samo o sebi. In bogovi, to je zanimivo nekaj pri pohanstvu. Bogovi so bili jezni, ker ni njih občudoval. In so ga kaznovali s prekletstvom. Veste, kaj je bilo to prekletstvo? To nas pa začudi in šokira. Vemo, ne? Prekletstvo so vam dali tako, da se je zaljubil samega vase. Ko se točno rekel. Vse je. Zdaj pa to je zanimiva stvar. Pohani so to, da se zaljubiš od samega sebe imeli za prekletstvo. Pa mi smatramo, da smo bolj razviti, ne? Glejte, na področju te naravnosti mi smo dosti predpohani. Danes bi rekel, cira mašinerija, industrija, vse, kar gre v to smer, kje najbolj prevarati ljudi, da dajo največ gara in na področju tega, kako bi bili bolj lepi, bolj privlačni in tako naprej. Vse na tem področju, kako bi se dalo narediti, da bi se ne zaljubil sam na sebe. Da ne bi zmeraj, ko pridem pred ogledalo na to.
nasedemo, veste? Statistično merno najbolj laufa biznis, največ se zasluži za gubice in za rast las. Zdaj, če bi rekel še za dobedost, bi rekel sem posod jaz, ne? Za gubice in za rast las. Kako biti čim lepši? Svoje čase. Žena, ki je imela 55 let, črno, cap in rožni venc. Danes ni več šminke kot tam. Moški je bil svojo palčko in hodil z njo in zgrilo pa rožni venc. Ma ne vsi, nikoli. Ne? Danes pa vedno tiste frajere, 60 let starega, so bili še z tistih hipijskih časov. Še zbira tiste oske, hlavče, kot takrat, ne vejo, da nas ne dajo več tako kot takrat. Deleč od tega, malo mislim, da še zmerno tako nekako zgleda. Gledajo silnico verjetno, tam se še da ki razbrati, ne? Ko gre. Ma ne, problem je ta, da pohani so smatrali, da je to prekletstvo. Mi pa smatramo, da bi to bil največji blagoslov. Da bi bil tako lep, da bi se poleg vseh čijest vsega zavedal. Ne? Obrnjenost v sebe, razumete? Obrnjenost vase. Zaradi obrnjenosti vase nenozven nastaja, kar nastaja. Ker gleda samo, kako bi sebe zadovoljil na vseh področjih. Jo, tako sta dva zaljubila. To je ljubezen. Ma kakva ljubezen? Ona dva se kopajo v nekem užitku. To je to, ljubezen prije drugače. Ne? To vemo vsi verjetno, ne? No, zdaj ne pa nasproti, da ne bomo samo to govoriti, da se da govoriti, se ne sme vsak. Zdaj pa Sveta Trojica. Nasprotje tega, kar se zdaj povedal. Zanimiva ena stvar. V 15. stoletju je dobil ruski ikono slikar Rubljev. Mogoče ste še to ime, ne? Ne vemo, se po njemu Rublja, ni njihova denarna enota. Rubljev je bil menih. So mu dan naj naslika Sveto Trojico. On se je vprašal, kako naj naslika Sveto Trojico? Cel samostani molil, takrat, ko je on slikal, da bi čim bolj probal, kolikor bi možno bilo, da bilo čim manj prazna slava. Ampak on je takrat nekaj pa eno fantastično stvar. Božja roka je vodila. Oziroma, dopustuje Božji roki, da je vodila. Zanimivo, če pogledamo eno, zdaj so neka razodetja bila pred kratkim, ki pa je, da bojo hvala, da je že v postopku tista, ki je bila ta razodetja, tudi je napisala knjigo že, ta Gottfried, ki hodi tudi iz Avstrije, on ustanavlja skupnosti očeta, on nekako se navdihuje pri tej mistkini, ki je govoril Bog oče. Ne? Jaz nisem to prebral, samo knjigo sem dobil po 2 mesecih, ker sem nisem mogel otiti brat, sem vprašal, ki piše, mi je samo to povedal. Da je Bog oče rekel, da ljudje delamo to podobo. Oče, star, sin, mlad, Sveti Duh, golob. Ampak da je napačna podoba. Ni narobe, če nas ta podoba usmeri naprej v molitvu, ne? Če se mi pa te ustavimo, da bomo prišli na nebesa, da bomo hor videli Svetega Duha, ko se gre, ne pa ena goloba v kletki, se bomo obrnili še vrno, rekel tudi nebesa, to bilo pa narobe, ne? Če nas usmeri pa na molitev, bolje je drugače. Ampak mi pa tako, da je rekel Bog oče. Jaz sem isti kot sin in sem isti kot Sveti Duh. Čudno, ne? Ni več tiste podobe očeta z brado, sina tudi z brado, samo med poslivo, ne? In Svetega Duha nad njim, ki leti. Vse je prav, neč narobe, če nas spodbudi v pravo smer, ne? Rubljev je to naslikal že v 15. stoletju.
kjer ni bilo sploh o tem, da bi sploh kaj o tem govoril. Je narisal 3 osebe popolnoma enake. Imate predohnito ikono. Slavna ruska ikona. On je vzel malo po tistem zanimivo iz Svetega pisma, ko so prišli te 3 poslanci k Abrahamu, ko so mu povedali, da bo njegova žena čez 1 leto imela otroka. Stara žena, ne? Vse ona zelo smejala. Ne? On je potem naredil miza in 3 osebe sedijo pri mizi. Zdaj to opisujem. Zdaj, kaj je to nasprotje tiste naprej, kar sem govoril pri poganstvu ali pa pri nas ali pa pri tistem, kjer nam teži? Nasprotje je to, da noben od teh 3 ne gleda sebe. Lahko bi rekel, oče bi lahko gledati sebe, Jezus bi gledal očeta, Sveti Duh, Sina in očeta. Po eni logiki bi lahko tako mislili. Ne. Ne vem, kako so prepleteni te pogledi njihovi, ma tako so navijeni, sem poslušal parkrat te, zdaj razgledam, da se nikoli nisem zapomnil, samo zmeraj sem se čudil, kako je to močno. Eden, druga gledajo in nekje gre ta pogled tudi ven iz tega kroga njihova. Nič zagledanosti v sebi. Nič. To je dinamičnost Svete Trojice. Samo ta nič zagledanost v sebe gre potem naprej. Sveta Trojica, Bog, je tako popolno veselje, tako popolna lepota, da ne rabi nič. Ne rabi on nas. Tako popolna ljubezen in vendar se sklanja k nam. To je tista popolna različnost od egoizma, od zavezanosti v sebi. Lahko bi rekli, mi mislimo, kaj mi njemu dodamo, ma nič mu ne dodamo. Kvečimo kaj pokvarjamo. Sveti Frančišek je rekel, kadar najlepše govorimo Bogu, veste, kako vam je to govoril? Veste? Jaz ne vem, se bomo zelo dobro. Kar najlepše govorimo Bogu, je v primerjavi s tem, kar Bog je, to prava kleta. Kadar najlepše govorimo, se predstavljamo, kakva lepota je to. In ta Bog, popolno v sebi, on bi lahko samo v živu. Ne. On mora tudi dati naprej, da nač ne gre. Kot da denač on ne more funkcionirati, pa bi lahko. Pa on ni funkcioniral, on je sam v sebi to, da je. Ampak kot da ne more obstajati, da ne bi te popolnosti, te lepote, tega veselja, dal nekaj naprej. In zato, da bi lahko tu naredi ta svet naš, naredi nas, da bi nas lahko na te način osrečil. Kaka riba v tem svetu je živali, ljudje so isti. Kako ćemo mi se odmrtati od tega, kar nam je Bog dal? Na koliko načinov probamo to odmrtati? On pa hoče nas spraviti v Sveto Trojico. Pa mislite, da nas je že spravil? Ja, ne. Je nas spravil. Smo tam, tu smo zdaj levo desno. Mi smo v Sveti Trojici. Da ne bi bilo dvoma, je Jezus prevzel našo naravo. Veste, kaj pomeni, da je prevzel našo naravo? To je isto, kot da bi jaz zdaj, ko se zelo alergičen na komarje, šel nekaj črpili, vsi komarje popikali. Ne? Na isti način te naši grehi so prišli na njega. Ma ni važno, bo prinesel s sabo odpuščanje. Ni važno, on bo že naredil, da bo šlo naprej. Prevzel našo naravo. Umrl, da je odplačil vse, kar je v zvezi s krivdo naše narave. Da je vse poravnal, ko drugače ni moglo biti poravnano. Vstal od mrtvih, da je lahko tisto, kar je vzel iz naše narave, nesel nazaj v Sveto Trojico. Razumemo zdaj, zakaj se reče polnost časov, ko je Jezus bil. Takrat se je naša, pa prva človeška narava, tkivo, telo, pa uspelo v Sveto Trojico. Kako močno je žalovanje Božje ljubezni do nas.
Te ljubezni Božje ne moramo razumeti. Ne moramo. Lahko rečemo, ja, ma ne, pravimo, bili mi na njegovem mjestu. Pomislimo na našo maščevalnost, na našo jezo, na našo vse skrb. Pa rečemo, ne, ne, pomislimo. Ne, pri njemu tako.